je nekako bil on tisti, ki je uvedel v grb, v to simboliko, trije prstani, trije krogi, smo rekli v srednjem veku, že simbol Svete Trojice, potem tukaj tri rodbine, ki so zavezniško držale skupaj. Imamo danes tudi, boste videli v grbu, še druge podobe, ki so bolj vezane na posamezna ozemlja, ampak na vrhu, v tako imenovano ščitovo glavo, kot se heraldično reče, pa uvede oziroma da en napis, in sicer humilitas. Humilitas, humu zemlja, prizemljenost, ponižnost, humilitas. In zato se je tudi zelo trudil in tak tudi bil, tudi znano iz njegovega življenja, da je zelo preprost in veliko svojega družinskega bogatstva, tako rečemo rodbinskega, je potem razdal, predvsem v duhu Tridentinskega koncila, tudi za izgradnjo ali semenišča ali drugih kolegijev, skratka zelo je bil v to smer angažiran. Boromejski otoki vsebujejo tudi poleg Isola Pescatori, Isola Madre, Bella, kamor bomo mišli tudi Isola Madre, največji otok, kjer je tudi ena od palač, lep botanični vrt, to nimamo v programu in tudi navadno se ne gre tega pogledati. Sem pa tudi že bil in tam je zanimivo, imajo ohranjen stol enih od stolov Karla Boromejskega kot milanskega nadškofa in na tem stolu je dal zapisati pomembno geslo ali pa nekako vodilo, ki je bilo tudi vodilo njegovega življenja, med drugim raptim transit, vse nekako kradoma preide. Tudi čas, ki ga imamo, se zelo hitro izteka. Zato rekli, delajmo, dokler je dan. Delajmo dobro, delajmo pošteno, raptim transit. Eno od stvari, ki jih je tudi na ta način, da je imel vedno pred očmi. Tako da sveti Karel Boromejski je bil zelo cenjen, spoštovan. Poleg tega mu je bila kasneje tudi zaupana naloga v duhu koncila, tam bi rekel nekako po letu 1555-57 do 63 traja koncil, pa potem praktično vse do njegove smrti, tudi 584, da je bil tudi osebno odgovoren ali pa kot nekakšen, bi rekli, supervizor, nadzornik nad prenovo v samostanih, to duhovno prenovo. Tako da je imel kar nekaj redov, ki mu jih je potem papež, tudi kasnejši, ki ni bil njegov strica, ker piče, da te pokojni so potem šli naprej, seveda ta redosled papežev, da je bdel tudi na to prenovo. Tako da je bil zelo dragocen in tudi ves ta predel Ženeve. V Ženevi je deloval Jean Calvin in ta je bil zelo radikalen, tudi kar se tiče ne samo cerkvene umetnosti, ne samo križ, tako da so bile cerkve puste in prazne, bi lahko rekli za oči, nič kaj privlačno. Bil je zelo strog, zelo tak, tako da so ga celo njegovi privrženci, kalvinisti, dvakrat izgnali iz Ženeve. No in Karel Boromejski je imel vsa ta najtežja področja, lahko tako rečem, in samostani, ki so tam bili redovne skupnosti, niso imeli lahko nalogo, pravzaprav na svoji skrbi, da je za njih skrbel. In potem za njim kasneje dobi to področje ne kot nadškof Milana, ampak potem Ženeve, ki bi rekel sledi temu delu, ki veliko črpa iz tega dela. V tistem času tudi škof, oziroma kar niz škofov, ki so bili navezani na delo, ki ga je opravil sveti Karel Boromejski. Tako da imamo zelo veliko močan vpliv in ni čudno po njegovi smrti. Že kmalu ni bil mučenec, ampak so že med ljudmi bilo, to je bil svetnik. In zdaj, ko gremo v Arono,
gremo tudi na kraj, kjer je bil grad, in pa tisti znameniti kip, 35 metrov visok, svetega Karla Boromejskega, ki ga že v 1610. letu začnejo postavljati in je danes zanimiv, potem po maši tudi možnost za ogled. In skozi njegove oči zdaj v juliju se ni dalo v glavo kot tako priti, ampak se vidi iz niše v njegovem ramenskem predelu, kadar je lepo vreme, oziroma takoj po dežju, ker vse čisto se vidi Milano in tudi milanska stolnica, kajti te gotske fijale so zelo visoko in tako nekako gleda na svojo škofijo. Kasneje je bil eden od, še to je prav, da omenimo, zelo veliko močnih duhovnih prenoviteljev v duhu svetega Karla Boromejskega, prav Frančišek Saleški, ki ga je Karel Boromejski celo obhajal, torej prvo sveto obhajilo, potem tudi Pirmo prejel, tako da sta v bistvu se bila tudi v tem kontaktu. Mi bomo tudi še obiskali svetega Frančiška Saleškega, ne na tej poti, ampak na kakšni naslednjih poti z našim romanjem, oziroma ko bomo kot romani vsako leto Radio Ognjišče. Torej sveti Frančišek Saleški, pa potem Ivana Šatalska, predvsem Saleški, tisti, ki je potem dobil vse to področje Ženeve in je zelo se navdihoval in dejansko prosil svetnika, takrat velikega vzornika in pa tudi svojega birmovalca in tistega, pri katerem je prejel prvo sveto obhajilo, sveti Frančišek Saleški. Tako da Karel Boromejski je bil res velik prenovitelj, lahko rečemo, te tridentinske obnove, ki je sledila, in zato je bil zelo cenjen in spoštovan. Tudi ta kip, ki sem ga omenil, malo da bomo zagledali, ko bomo šli, zdaj, ko se približujemo počasi Aroni, kraju ob Lago Maggiore, je bil tako čisten in spoštovan, da so mu že postavili kmalu spomenik. In to tak, da se ga da tudi ogledati potem kasneje, ko se približamo. Vsekakor, današnji program, oziroma zdajle bomo šli najprej v Arono, tam bomo imeli sveto mašo in po sveti